V petek, 29. novembra, so v prihodnost zazrti slovenski mediji z nostalgijo poročali o rojstvu Titove Jugoslavije, ki bi prav te dni praznovala 70. rojstni dan, ko bi je ne bila kruta usoda iztrgala zemljevida neuvrščenih držav. Medijsko izkazovanje dolžne pozornosti zgodovinskemu porodu v Jajcu pa je na žalost zmotila vest o odstopu celotne vodstvene ekipe Komisije za preprečevanje korupcije. Povsem razumljivo je torej, da novinarji niso mogli izgubljati časa še s poročanjem o tem, kako v državnem zboru poteka postopek sprejemanja dopolnitve zakona o javnih financah. Poslanci so sprejemali odločbo, ki daje vladi neomejena pooblastila za ukrepanje potem, ko bo v petek 13. decembra znano, kako globoka je luknja v slovenskem bančnem sistemu. Kot rečeno, vzneseno poročanje medijev o rojstnem dnevu Titove Jugoslavije je v petek opoldne pretrgala tragična vest o odstopu vseh 3 članov Komisije za preprečevanje korupcije. Odstopamo iz protesta. Iz protesta, ker ne moremo več pristajati na to, da se vprašanje korupcije in nasprotja interesov in integritete v tej državi popolno politizira in je predmet čistega populizma. Je na pol v joku izjavil predsednik Komisije za preprečevanje korupcije v odstopu Goran Klemenčič. Dali so nam žličko, s katero naj bi skopali predor, na koncu katerega naj bi potem zasvetila luč, je še potarnal Klemenčič, tako da smo vsi razumeli, kako popolnoma brez moči je bila njegova komisija. Nekateri bodo ugovarjali, češ da je zaradi poročila protikorupcijske komisije navsezadnje padla Janševa vlada, a to ničesar ne dokazuje. Janšo se da utopiti tudi v žlici, če je potreba. Ko gre za Virantove poceni letalske vozovnice, pa žal to seveda ne gre žličko. Kaj šele, da bi delali žličko takrat, ko bi bilo treba vzeti pod drobnogled sistemsko korupcijo v zdravstvu ali pogledati, kdo si je omastil brke s korupcijo na mestni občini Ljubljana, da o bančnih luknjah ne govorimo. Ja, težka je tale protikorupcijska. Človeka tako zaposli, da še lastne hiše ne utegne prijaviti Gursu. Odstop vseh 3 članov protikorupcijske komisije je lepo zaokrožil serijo odstopov, ki so se zgodili že prej, začenši z odstopom ministra za gospodarstvo Stanka Stepišnika. Spomnimo se, kako si je ob njegovem odstopu vodja poslanske skupine Pozitivne Slovenije Jani Möderndorfer oddahnil in priznal, da je to razbremenitev za vlado. Po Stepišnikovem zgledu je vlado kak dan kasneje razbremenil še minister za zdravstvo Tomaž Gantar. Priložnosti za dodatno razbremenitev vlade pa zaenkrat še ni izkoristil minister za okolje in prostor Samo Omerzel. Po njegovi krivdi se je odstopanje začasno ustavilo, tako da vladna palača ob vrnitvi premierke Alenke Bratušek v domovino še ni bila povsem počiščena. Premierka dogajanja v domovini med svojo odsotnostjo ni želela komentirati. Glede na to, da sem zdaj v Nemčiji, se ukvarjam z drugimi stvarmi in mislim, da je prav, da notranje politične stvari pustimo do takrat, ko pridem domov in bom te stvari uredila. Mnogi se zdaj sprašujejo, kako bo to storila. Nam pa je uspelo izvedeti, da se bo zadeve lotila po preizkušeni metodi ločevanja gnilih jabolk. Nekatere bo vrgla na kompost, nekatere bo spravila v shrambo, da bodo po potrebi pri roki, nekatere pa je sklenila obesiti nazaj na drevo. Med temi, ki si jih želi nazaj, pa čeprav le kot okrasek na božičnem drevesu, je tudi že večkrat omenjena Komisija za preprečevanje korupcije. Kot je bilo povedano že na začetku, naši mediji ob poplavi odstopov in dolžnem spoštovanju dneva spomina na rajno Jugoslavijo niso utegnili poročati o petkovem dogajanju v državnem zboru, kjer so poslanci vladi dali povsem proste roke za dokapitalizacijo bank.
Na srečo zaradi medijskega molka davkoplačevalci ne bomo prikrajšani za spoznanje, kaj se je v resnici zgodilo, saj bomo to kmalu krepko občutili v svojih denarnicah. Škoda pa bi bilo, če ne bi vseeno izvedeli, da je poslanec Državljanske liste Marko Pavlišič v razpravi sicer pripomnil, da gre za finančni zakon, v katerem pa ni nobenih številk, če ne šteje tistih, s katerimi so oštevilčeni členi zakona. Na srečo je njegovo zmoto popravil poslanec Nove Slovenije Jožef Horvat, ki je spomnil, da so v predlogu pravilno oštevilčene tudi strani. To je Pavlišiča prepričalo, da je nazadnje spremembo zakona podprl in tako omogočil, da je zakon dobil vseh 47 glasov prisotnih poslancev koalicije. Slava mu! Dodajmo še, da so vsi opozicijski poslanci glasovanje obstruirali. To so storili iz same škodoželjnosti, saj najboljši slovenski vladi vseh časov ne privoščijo, da bi z bankami počela vse, kar bi hotela.